Gospodarska zbornica Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije sta pripravili konferenco Carinski postopki pri poslovanju z državami izven skupnosti, namenjeno slovenskim izvoznikom in uvoznikom, ki poslujejo z državami, kjer pravilo prostega pretoka blaga ne velja. Konferenco sta odprla predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič in Rajko Skubic, generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije. Strokovnjaki Carinske uprave so na konferenci spregovorili o izvoznih postopkih, dokumentih, ki so potrebni za izvozno in uvozno carinjenje, carinskih deklaracijah, poreklu blaga, carinskih tarifah, ukrepih trgovinske politike ter uporabi tarik kod. Organizirani so bili tudi individualni pogovori s predstavniki Carinske uprave Republike Slovenije. Danes na Gospodarski zbornici govorimo o carinskih postopkih pri poslovanju z državami izven skupnosti. Kaj natanko bo tema predavanj? Ja, natanko predavanje bo predvsem izvoz, prednosti izvoza, podrobnosti glede davka na dodano vrednost, izvozna dokumentacija, spremembe, ki se dogajajo vsakodnevno, nekaj tudi vstop Hrvaške v Evropsko unijo, spremembe s tem povezane, potem samo elektronsko poslovanje. Veliko pozornosti bomo dali temu, kako se vključiti v samo avtomatizirane izvozne postopke, podprte z informacijsko tehnologijo, tako da je čim manjše zastoja na meji. Nekaj bo tudi o varnosti, varstvu, kar je posebna zahteva zadnjih let. Na kaj morajo biti podjetja, ki poslujejo z temi državami, še posebej pozorna? Ja, pozorno pač morajo biti na pravila, ki veljajo za samo izvoz, pravilo poreklo, mora biti pozorno tudi na same zunanje trgovinske omejitve, ki veljajo na izvozu, predvsem je to blago z dvojno rabo. Predvsem blago z dvojno rabo, ki je izvoz na katere države je prepovedan, omejen s tem uredbam, in pa seveda, da se skrbno pripravi izvozna dokumentacija, upoštevajo druge prepovedi omejitve.